Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes odgovarjam na vprašanje gospe. In sicer gospa sprašuje, da ima težave z ledvicami, kjer se ji nabirajo kristali kalcija in magnezija. In zdaj, kaj ne naredi s to kalcinacijo? No, ta odgovor bo za vse, ki imate kakršnokoli kalcinacijo v katerem koli delu telesa. Se pravi, imate lahko kalcijeve obloge na žilah, se pravi, poznam en primer ene gospe, ki je imela kalcijeve obloge na aorti. Lahko imate kalcijeve obloge na sklepih in imate težave z vnetjem in imate potem težave pri dvigovanju in tako naprej. V glavnem, kaj narediti v tem primeru, ker vemo, da če imate kalcijeve obloge, kvečjem vas pošljejo na neke fizioterapije oziroma niti ne vem, kaj delajo pri ledvicah, če imate kalcijeve obloge, mogoče vam rečejo, da mogoče upate, da se bo stvar spremenila. No, v glavnem. Prva zadeva, zakaj se sploh kalcij nepravilno skladišči? No, odgovor je, zato ker imate težave z želodcem. Kdo bi si mislil? Težave z želodcem. Lahko in v večini primerov se zgodi, da imate težave s kalcijem zaradi tega, ker imate pomanjkanje želodčne kisline. Pa mogoče pomislite, pa ne, mene zgaga peče, ni to. Ampak v glavnem, če imate pomanjkanje želodčne kisline, se lahko dogaja, da se kalcij nepravilno ionizira in se zaradi tega nepravilno skladišči v vašem telesu. Kaj morate narediti? Vsakič, ko jeste karkoli od beljakovinskega, morate zraven popiti en kozarec limonade, zato da se poveča kislina noter v želodcu in s tem se tudi pravilno potem razgradi kalcij oziroma ionizira in se pravilno zloži v kosti. Nekaj je seveda v krvi in predvsem nekaj potrebujemo za presnovo, pač enostavno se pravilno potem razporedi po telesu. Kaj pa narediti v tem primeru, da imate zdaj že kalcijeve obloge in da je treba nekaj spremeniti, nekaj drugače? Kalcijeve obloge topi C-vitamin. Zdaj pa, koliko C-vitamina na dan zaužiti, da se te kalcijeve obloge pač stopijo? Če na dan vzamete, ne vem, 50 mg C-vitamina, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija ali pa kot so evropska priporočila, vam povem, da se ne bo zgodilo nič. Sveže odtrgana pomaranča ali pa recimo zdaj so mandarine, ima približno 50 mg C-vitamina in to vam povem, da absolutno je premalo. Vi potrebujete za topljenje teh oblog, ki so že nastale v vašem telesu, saj 1000 mg kalcija dnevno, raje več, tudi 2 do 3000 mg C-vitamina na dan. Tako da, zdaj kaj bi vam priporočala od mojih prehranskih dopolnil, ki jih lahko dobite na spletni strani srečnoživljenje.si, pa koda za 10% popust je zdravje. V glavnem, če bi jaz imela kalcijeve obloge, zdaj ali bi bilo to, da me rama boli, ali da me neke sklepi bolijo, ali pa da bi imela recimo tako kot ta gospa, ki pravi, da ima kalcijeve obloge v ledvicah, ali pa če bi imela kalcijeve obloge na žilah, jaz bi začela uživati C-vitamin s postopnim izločanjem, se pravi Sustentralis C-vitamin, in bi jih vzela 5 na dan. Se pravi, to je tam 3 so okrog 1000 mg C-vitamina. Zdaj tisti, ki greste gledati deklaracijo, pa rečete, opa Minka, tukaj noter piše, da na eno tabletko je 180 mg C-vitamina, kar je res. Ampak naše podjetje garantira, podjetje Neolife, da še konec meseca 8. meseca 2025 bo na eno tabletko noter vsaj 180 mg C-vitamina. Se pravi, na svežo to iz skladišča je noter približno 300 ali tudi več C-vitamina, zato da bo takrat, ko bo konec roka uporabe, še vedno vsaj 180 mg. V glavnem, na dan vzamete 3 do 5, jaz če bi imela kalcijeve obloge, bi jih vzela 5 na dan. Hkrati bi pa vzela še flavonoide. Zdaj pa zakaj? Tukaj noter v C-vitaminu s postopnim izločanjem so že flavonoidi dodani. Ampak
Če dodate pa še dodatno flavonoide zraven, in tukaj recimo, če tukaj zeleni čaj je noter, tukaj noter je zeleni čaj, potem so pa noter brusnice, robidnice, granatno jabolko, v glavnem izvlečki barvila iz rdečih, vijoličnih sadežev, predvsem iz sadja, iz grozdja, potem tukaj noter je lahko tudi iz bezga, bezg vsebuje tudi ogromno količino flavonoidov, tako da jaz bi vzela na dan pa še 2 flavonoida. Zaradi tega, zdaj pa zakaj? Sploh za ledvica, ker sprašuje ta gospa za ledvica, zato ker ledvica, moramo mi pH v ledvicah spremeniti pa v mehurju in prav flavonoidi pH znižujejo. No, druga stvar, kar vplivajo pa tudi flavonoidi, delujejo na to, da če imate razna vnetja, recimo sploh vnetje mehurja, tudi bakterijsko vnetje mehurja, da se te bakterije s svojimi kaveljčki ne morejo prijeti za sluznico in se ne morejo pač razmnoževati. In v glavnem je flavonoid odličen za vse tiste, ki imate vnetje mehurja ali pa ledvic. No, se pravi, to dvoje, C-vitamin in flavonoid. Kaj bi jaz še vzela, če bi imela težave s kalcijevimi oblogami v ledvicah? Vzela bi trenapitek. To je pa še tretja zadeva, ki deluje na vodni del našega telesa. In trenapitek ima pa izvlečke zelenega čaja, jagode akaj, potem imajo aronija, potem je noter granatno jabolko, potem je bezeg, pa rdeče grozdje, pa belo grozdje, v glavnem samonikle rastline, izvleček iz teh rastlin, vsebuje ne samo flavonoide, ampak vsebuje tudi resveratrol. Resveratrol je pa snov, ki deluje na obnovo možganov, deluje celo proti raku. Tudi recimo raziskave so pokazale, da flavonoid za 90% upočasni rast rakastih celic. Flavonoidne snovi, da se razumemo. In naslednja zadeva, trenapitek vsebuje vse te vijolične izvlečke iz sadežev, vsebuje alfa-lipoično kislino in ta alfa-lipoična kislina je topni antioksidant v maščobi in v vodi in deluje celo na obnovo možganov. Tudi resveratrol. Tako da v glavnem trenapitek je prav esenca življenjske moči. No, to bi jaz vzela v tem primeru, če bi imela že obloge. Jaz bi še eno stvar vzela, pa vam tamle nisem prinesla sem, kjer snimam. V glavnem, če se že pojavijo kakršnakoli vnetja v telesu, recimo, ker največkrat se zgodi, da ljudje, ki imajo kalcijeve obloge, recimo v sklepih, jih začnejo sklepi boleti in v tem primeru bi vsekakor začela uživati pač omega-3. Recimo 3 na dan zvečer pred spanjem, zaradi tega, ker omega-3 deluje proti vnetjem. Tako da vam povem iz izkušenj, recimo ena taka stranka, ni stranka. To je moja svakinja. In moja svakinja je imela velike težave s kalcinacijo, tukaj v sklepu in ni več mogla delati, je bila na bolniški. Hodila je na fizioterapijo, pač nič ni pomagala in sem rekla, pač daj vzem C-vitamin pa omego, ta kombinacija sigurno deluje. In je vzela, Nataša je to vzela in dejstvo je, da ji pomagal. In zdaj pa vprašate, koliko časa moram pa to jemati? Glejte, ko neha boleti, potem zmanjšate dozo, vzamete 1 do 2 na dan, recimo 2 omegi pa 2 C-vitamina, ampak še vedno uživate. Ker, veste, tako je kot pri avionu. Avion rabi največ porabe energije je, da vzleti, potem pa rabite samo nekaj za vzdrževanje tega stanja. In ko imate nekaj za vzdrževanje tega stanja, to je to. Ohranjate zdravje, kljub temu, da recimo mi dve svakinja sva zdaj obe 53 let, no ona še ni, bo vsak čas. Veste, ko si tam okrog 50, 45, 42, 55 let, pač, če nekaj ne narediš zase, hormoni delajo po svoje, telo se ne obnavlja več tako hitro in če ne narediš nekaj zase, se pač naenkrat ostaneš star, brez energije, pač star. Se vemo,
kakšni so stari ljudje, še znergani zraven, pa slabe volje, pa še kaj drugega. V glavnem, probajte na ta način in boste videli, to res pomaga. Ne vem, če je še kakšno vprašanje na vas, naprej, dopolnila, v kakšnih količinah, to sem odgovorila. Začela pije gospa tudi čaj iz zlate rozge, kar je absolutno pomembno, da ga pije. Tako da za vse tiste, čaj iz zlate rozge je zakon, sploh za ledvice, ampak v tem primeru jaz bi vseeno še pospešila s C-vitaminom in s flavonoidi. To je to. In se stanje izboljša, tako da pri meni na spletni strani pa lahko naročite in vam pošljem lahko po povzetju, ali pa račun dam v paket, pa potem plačate preko elektronske banke. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, poskrbite za svoje zdravje, ker to telo je edino vozilo naše duše. No, lep dan!